Prav lepo pozdravljeni otroci. Danes bi vam iz Mavrice rad prebral judovsko pravljico z naslovom Sobota. Takole pripoveduje. Nekoč je živel kmet, ki je vsak dan oral svoja polja s plugom, v katerega je bila vprežena krava. Nekega dne je bil prisiljen svojo žival prodati. Prodal jo je poganu, ki jo je vpregal v svoj plug. 6 dni je krava potrpežljivo vlekla plug, kot je to vedno počela. V soboto, ki je za Jude sveti dan, dan počitka, pa ni hotela delati. Gospodar jo je tepel s palico, tako močno, da bolj ni mogel, pa ni nič zaleglo. Tedaj je šel k kmetu in mu rekel: vzemi nazaj kravo, ki si mi jo prodal, ker dela samo 6 dni v tednu. Ko pride sobota, se upre in noče delati za nobeno ceno. Kmet je hitro razumel, zakaj žival noče delati. On je spoštoval soboto in na ta dan je bila tudi krava navajena počivati. Tedaj je kmet rekel poganu: boš videl, da jo bom pripravil do tega, da bo delala zate. Skupaj sta šla v hlev in stari gospodar se je približal živali ter ji zašepetal v uho: ko si bila moja, si v soboto počivala. Sedaj pripadaš temu poganu in zanj moraš delati vsak dan v tednu. Torej, vstani in ubogaj svojega novega gospodarja. Krava je takoj vstala in se približala plugu, kot bi komaj čakala, da zopet začne z delom. Tedaj je pogan vprašal kmeta: hočem vedeti, kaj si ji rekel. Gre morda za čarovnijo? Kmet mu je odvrnil: samo spomnil sem jo, da ne spoštujejo vsi sobote kot mi, Judje, in da tega dne ne sme več počivati, kot je to počela, ko je še pripadala meni. Pogana je to zadelo v živo. Pomislil je: če se žival, ki ni sposobna govoriti ali misliti, potrudi in počasti svojega stvarnika tako, da v soboto počiva, zakaj tega ne bi storil tudi jaz, ki imam razum? Tako se je spreobrnil v judovsko vero. Najprej je dolgo preučeval svete spise, stare zaveze, imenovane Tora, in nato postal rabin.